Lepo pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes Luka Jarc. Zdravo. Lep pozdrav. Dobrodošel, Luka. Hvala. Zdaj, preden začnemo z našimi vprašanji, pa se podamo v vode leadershipa, vodenja, da te v bistvu na kratko predstavimo. Ti si res ena izjemna osebnost na področju prodaje in marketinga, imaš ogromno izkušenj. Trenutno si zaposlen v Printboxu kot vodja oziroma CMO, Chief Marketing Officer, bil si v OptiPrintu, bil si v eMediji, v HTT Poolu, v Novi Ljubljanski banki in povsod si bil eden izmed ključnih deležnikov, ali je to kot projektni menedžer, ali v prodaji, ali pa v marketingu. Tako da res imaš zelo bogate izkušnje in res sem zelo vesel, da bomo danes lahko pokukali v tvoje možgane in se podali v te magične vode prodaje in pa marketinga. Tako da, če kar začnemo, mene zelo zanima, kakšen je bil Luka, če bi bila midva sošolca v gimnaziji ali pa v osnovni šoli, kakšen je bil Luka? A so te zmeraj zanimali te predmeti, marketing, prodaja? V bistvu ne. Praktično te neke želje po marketingu in prodaji so se razvile šele v bistvu tekom študija. Kot pa v bistvu dijak sem pa se v bistvu pretežno bolj zanimal za šport. Takrat sem se ukvarjal z atletiko, treniral sem košarko, tako da šport je bil v ospredju. Glede na to, da sem srednjo šolo opravljal na gimnaziji, ker je bilo splošno znanje, bil sem naravoslovec, najbolj zanimivo. Se pravi, ne, takrat v bistvu s tem, kar zdaj počnem, takrat se nisem pretežno ukvarjal. Dobrodošel, Luka. Jaz pa ne morem mimo moje pedagoške, profesorske vloge. Moram reči, da takoj na začetku bi rada izpostavila tvoje prizadevno za učenje. Ko smo v našem nagovoru ti poslali nekaj okvirnih vprašanj, moram obvestiti naše poslušalce v skupini Beyond Leadership. Ti si nam pripravil odgovore skoraj na 10 straneh. Ko smo gostili tudi in izvajali prvi webinar s profesor Dimovskim, si nas poslušal, ko smo se kratko pogovarjali, si dejal, ja, imam veliko obveznosti dela, prižgal sem webinar in izklopil sliko in vam sledil. Delal sem in se učil. To bi bilo tudi moje prvo vprašanje. Je to vodilo za mlade vodje, da dejansko prostega časa ni v tako zahtevnem delovnem okolju, ampak si ga je potrebno vzeti, se zorganizirati. Morda lahko poveš, kako uspeš usklajevati kariero, več projektov hkrati in kot vidimo, tudi stalno slediš novim znanjem. Ja, hvala, zelo dobro vprašanje. V zadnjih 2 mesecih sem bil res v bistvu razdvojen med 2 projekta, se pravi, poleg Printboxa smo v bistvu zaganjali še en popolnoma nov projekt, e-commerce, spletno trgovino. In v bistvu, ja, takrat, ko se je tisti webinar v bistvu odvijal, sem se s pisarne ravno popeljal domov. Neizmerno sem si želel v bistvu vaše vsebine, se pravi, kaj ustvarjate, kakšna je vaša dodana vrednost. Imel sem neko dokaj nezahtevno nalogo za opraviti, tako da sem v bistvu med izvajanjem te naloge poslušal webinar vsebino, za trenutek se ustavil in probal zluščiti neke tiste pomembne izjave, ki so jih vaši gosti dajali, ki bi mi lahko pomagali pač pri moji osebnosti rasti, mogoče pri mojem delu ali pa načinu dela. Definitivno pa je težko v bistvu usklajevati vse želje in v bistvu najti nek prosti čas, recimo za šport in rekreacijo, ki meni neizmerno veliko pomeni. Je pa to stvar želja in organizacije. Zdaj, življenje nam ponuja ogromno različnih zadev, lahko hodimo na zabave, se učimo, razvijamo, mrežimo in je točno na nas, se pravi, kaj si želimo, kaj verjamemo in glede na naš cilj zberemo tisto pravo pot, da bomo ta cilj lahko dosegli. Zdaj, če to pomeni več izobraževanja, branja knjig, udeležba na webinarjih, to je pač moja izbira. Daj nam malo opišno, da bodo naši poslušalci vedeli, kaj je Printbox, koliko ste veliki, vem, da se tudi širite oziroma ste se že razširili v tujino, da nam te dimenzije predstaviš. Ja, hvala. Printbox je v bistvu mreža samopostrežnih aparatov za tiskanje dokumentov. Ideja je vseslovenska, se pravi, ekipa je razvijala najprej v bistvu samostoječ aparat, ki je v bistvu nadgradnja koncepta samega tiskalnika, se pravi, da se tiskalno enoto opremi z programsko opremo, zaslonom na dotik, skenirno enoto in pa plačilnimi inštrumenti. Aparat z vidika oblike je umeščen lahko na katerokoli javno lokacijo, se pravi, kjer potrošniki te
storitve potrebujejo, govorimo o knjižnicah, trgovskih centrih, nakupovalnih središčih oziroma bencinske črpalke, fakultete. In v bistvu naš koncept je bil takrat ponuditi potrošnikom na trgu neko cenovno dostopno rešitev in pa predvsem na vsakem koraku, ker predvsem danes zaradi načina življenja praktično ne preživimo veliko časa doma. Podjetniki ali pa tisti, ki imajo startupe, so večinoma na terenu, ne treba iskati posla, v pisarni se ga težko dobi. In potem nisi vezan na eno lokacijo, ampak v bistvu se sprehajaš naokrog in takrat v bistvu potem lahko, v primeru, da rabiš te storitve, smo mi na voljo. Naša ideja takrat pa se pravi, ko smo se po razvoju slovenskega trga ugotovili po raziskavi globalnega trga, da imamo v bistvu neko edinstveno rešitev, ki je definitivno primerna za implementacijo na tuje trge, in smo potem v bistvu iskali najbolj primerno rešitev, kaj bi bilo tisto, s čimer bi lahko mi prepričali partnerje v tujini. Izbrali smo franšizni poslovni model, naredili načrt trženja, prodaje, se udeležili nekaj sejmov v tujini, se povezali z določenimi agenti, agencijami, ki so nam pripravili čim več leadov, tudi recimo z ambasadami po Evropi, vrhunsko delo so opravili, hvala. In na ta način potem se pravi prva ta neka širitev v tujino, ki je bila 2014, to je bila Saudska Arabija. Zelo specifičen trg, zelo specifična kultura in zaradi tega je bila v bistvu ta občutek zadovoljstva ob tem uspehu toliko večja. Je pa zanimivo, vaš poslovni model, Printbox, dejansko je del strategije delitvene, tako imenovane sharing ekonomije, in pa presenetljiv je podatek, ki ga tudi omenjate, da dejansko poraba klasičnega papirja A4 v A4 formatu narašča na svetu kljub digitalizaciji. Nam lahko nekaj več o tem poveš? Seveda, z veseljem. Eden izmed konceptov, seveda, kot sharing economy je bil ta, in smo ga seveda implementirali v naš poslovni model, da verjamemo, da lahko nek asset oziroma sredstvo, ki ga recimo uporabljamo manj kot 20% svojega časa, zakaj bi v bistvu to financirali v celoti, če lahko si to delimo. Se pravi, tako kot javni prevoz, kot so recimo taksi prevozi ali pa neke druge storitve, mogoče kakšna dobra restauracija. In tudi mi smo verjeli, da lahko prvič, se pravi, če gremo konkretno na primer študentskega doma, povprečno število prebivalcev v študentskem domu je 220. In zakaj bi imeli recimo 220 iskalnikov v študentskem domu? To pomeni, priključeni so v električno energijo, gre za ogromno porabo električne energije, tudi kot iskalnik ni v uporabi in je zgolj priključen v omrežje. Hkrati recimo lahko to nadomestimo z enim Printbox kioskom, kar smo tudi naredili. Hkrati pa v bistvu ogromno ljudi, recimo, če gledamo na primer 1000 gospodinjstv, tudi recimo lahko potem namesto, da imajo na mizi tiskalnik, uporabljajo Printbox. Z finančnega vidika recimo je optimiziranje to, da recimo na mizi tiskalnik mi lahko povzroča na mesečni ravni recimo preko 30 evrov stroškov, kar na letni ravni znese čez 400 evrov in v bistvu za ta denar, kar mi recimo ponujemo na večjih lokacijah, je neprimerljivo. Super. Zdaj mene zanima, ti si, kot smo se že prej dotaknili teme, si zelo organizirana oseba, ogromno vlagaš tudi vase, v svojo ekipo, v stalni razvoj. Kakšna je tvoja dnevna rutina? Imaš kakšno posebno rutino? Se pravi, da ostaneš ob 6, ne vem, imaš dan, kakšen je tvoj tipičen ponedeljek? Se začne v noči iz nedelje na ponedeljek, ker ponavadi v bistvu se za naslednji delovni dan pripravljam, predno zaspim, preverim stanje, kaj smo naredili, kaj se dogaja, oziroma kaj je bilo zaključeno pretekli teden, kaj je recimo cilj za prihodnji teden, kjer je naloge, kjer so tiste ključne prednosti, ki jih moramo obravnavati takoj, ko pridem v pisarno. Sicer pa potem, ko to uredim in se naspim, pa seveda zjutraj prvo, kar je neko kratko raztezanje telesa, potem v bistvu se majčkeno hidriram z mlačno vodo, spijem kavo, potem pa v bistvu že načeloma med pitjem kave preverim e-mail, če je potrebno kakšen klic z ekipo, če je treba kakšno usklajevanje, če je kakšen nujen projekt že se začne odvijati v zgodnjem jutranjem času. Potem šibam v pisarno. V pisarni definitivno vedno preverimo, se majčkeno pogovorimo, ker je bil vikend za nami, kako smo preživeli vikend, malo social talk, zato da se majčkeno sprostimo, razbremenimo. Preverimo, kaj so ključni projekti ali pa izzivi za ta tekoči teden, če so navodila jasna, kdo karkoli potrebuje. Zdaj, ali gre to za mogoče na informacijski ravni ali so v bistvu mogoče kakšne druge organizacijske finančne potrebe. Potem pa, ko v bistvu to zaključimo, ko ni nekih v bistvu pogovorov v ekipi, se lotim svojih nalog.
Odlično, Luka, videti je, da si zelo, zelo organiziran, pri tebi pa tudi zelo izstopa ta veščina premišljenosti, zelo si natančen, veliko vnaprej premišljuješ, slediš, stalno pridobivaš nova znanja. Zanima me glede razvoja vodstvenih veščin mladih. Ti praviš, tvoje stališče je, da je mlade potrebno opremiti z znanjem, da tu ni problem, bolj pa nastopi potem pri razvoju idej, pri samem mreženju, opažaš, da se pa tu potem nekako ustavi. Kakšna so tvoja priporočila za glede razvoja veščin mladim, ne? Poleg tega, da jih opremimo z znanjem, potem pa naprej, kje se potem ustavlja v poslovnem svetu, ko opazuješ, sodeluješ z mladimi in tudi sam si mlad, ne? Torej tvoriš novo generacijo uspešnih mladih vodij. Ja, zelo zanimivo vprašanje, tudi sam sem se s tem srečal pred leti. Gre za to, da se pravi, ko imamo to znanje in je potem razvijemo neko poslovno idejo, je v bistvu za uspeh oziroma implementacijo te ideje na trg dostikrat recimo potrebno še neko znanje, ki ga mogoče tisti trenutek nimamo, ne. Zato je ključnega pomena, da se v bistvu z izobraževanjem nikoli ne ustavimo, ali gre za področje financ, prodaje, računovodstva, knjigovodenja, karkoli, oziroma če tega znanja nimamo, da se pravi ravno preko mreženja se v bistvu povežemo s posamezniki, ki to znanje imajo. In je v bistvu to nek zelo dober koncept sodelovanja, ker potem se jaz lahko fokusiram na recimo primer področje prodaje, oglaševanja, partner pa se mogoče lahko ukvarja s financami, morda z organizacijo podjetja in pa pridobivanjem morda finančnih sredstev, če so potrebna za realizacijo ideje. In pri mladih se mi zdi ključnega pomena, da dostikrat je, oziroma veliko je super idej, za katere recimo tudi jaz verjamem, da so smiselne, da imajo dodano vrednost za potrošnike, za blaginjo, karkoli, ampak enostavno se ideje ne zrealizirajo. Določene ideje imajo neko časovno omejitev in če se v nekem obdobju ne realizirajo, potem so izgubljeni tisti moment, lahko rečemo, ne. Zdaj, zakaj do tega pride? Ker se pravi mladi oziroma nekdo posameznik ni imel okoli sebe pravih ljudi, s katerimi bi lahko idejo realiziral, ni se uspel pravočasno povezati s pravimi poslovnimi partnerji in to je ravno razlog, ker ni imel kontaktov, ker ni imel ljudi, ki bi mu pomagali. Zato verjamem, mreženje v času študija, po študiju, kadarkoli, ne samo v svoji lastni stroki, iščite širino, hodite tudi na dogodke, ki z vašo stroko nimajo nobene povezave. Izpostavljaš tudi odprte dogodke, recimo renovativne druženja, hekatlone, morda si tudi sam se kdaj udeležil in pridobil takšna znanja, ki so ti potem zelo koristila? Na žalost sicer hekatona še ne, mi je tudi ena želja, ampak načeloma žal spet, se pravi, vseh zadev ne moramo realizirati, želja in dan ima 24 ur in pride obdobje, ki raje dam prednost 1 uro spanca oziroma si privoščim 1 uro spanca več. Sem pa definitivno, predvsem v zadnjih letih, ogromno sodelujem dogodkov, marketinških, prodajnih, sem član tudi enega poslovnega združenja, kjer so v bistvu člani iz različnih strok, panog in v bistvu pogovor z vsakim da v bistvu neko drugo širino, drug pogled, predvsem pa spet boljše razumevanje posameznika, kako razmišlja, kaj v bistvu, s kakšnimi izzivi se on spopada in ravno tekom pogovorov v bistvu lahko ali sami najdemo neko idejo ali pa rešitev na nek problem. Tukaj zelo, zelo lepo si v bistvu napeljal na moje naslednje vprašanje in se absolutno strinjam s tabo, da kot vodja se mi zdi zelo pomembno, da se obdaš z osebami, ki so kompatibilni oziroma te dopolnjujejo v določenih znanjih. Ker vsi vemo, da ne moreš imeti vseh znanj oziroma je dobro, da si specialist v določenem znanju. Zdaj, ko ti recimo sestavljaš ekipo, kaj pa ti iščeš, kakšne lastnosti iščeš v svoji ekipi? Ja, zelo dobro vprašanje. Prvo, kar je, vedno prednostno mi je, da posameznik, s katerim želim sodelovati ali pa bomo sodelovali, da je tema dela njemu zanimiva. Se pravi, da ga veseli, da neizmerno že sprav, da razvije neko empatijo in to ponavadi se začuti že zelo v začetni fazi pogovora. Se pravi, verjamem, da bo ta posameznik veliko časa namenjal raziskavi problemov, teme in pa se v bistvu angažiral v pridobivanje znanja, da bo potem lahko svoje delo res optimalno opravljal. Druga zadeva, ki mi je pa kritična, je pa ta, da v bistvu kompatibilnost med posamezniki, se pravi, kako bo ta posameznik v timu se v bistvu vključil in kako se bomo mi med sabo razumeli. Se pravi, če je dobra klima, energija, ker če imamo recimo 50 ljudi, pa eden izmed posameznikov kritičen, se ne vklopi v ekipo, bo težko delati.
To dvoje. Tu zelo opažam ta tvoj športni timski duh, da si timski player, timski igralec. Ena tvoja lepa vrednota je tudi ta mirnost, spoštovanje, tudi v težkih, zahtevnih poslovnih situacijah ohranjaš ta miren ton, izredno si spoštljiv, to opažamo tudi preko tvoje tako pisne komunikacije, kot zdaj v stiku tukaj s teboj. Ko si izpostavil tim, a pa lahko mogoče malo zahtevnejše vprašanje, kaj pa so tiste lastnosti, ki jih ne odobravaš v timu in kako potem nekako uskladiš tim, glede na to, da sam vodiš, bom rekla, z zgledom, z mirnostjo, s spoštovanjem, z ugledom, z znanjem, z delom, s trudom, kako potem nekako, bom rekla, uskladiš tim, kadar pač so tudi člani tima, ki morda teh vrednot ne izpostavijo v pravi smeri. Jaz moram reči, sicer na srečo, predvsem v zadnjih letih je seveda preko mogoče dobre oziroma optimalne izbire sodelavcev ali pa poslovnih partnerjev, je praktično že načeloma zelo super homogena ekipa, ki imajo te podobne vrednote, veščine, se pravi, da je nekih teh nesoglasij ali pa nekih v bistvu težav pri komunikaciji praktično ni. Jaz mogoče sem se to priučil v pretekli karieri, ko sem v bistvu začenjal in sem bil voden in sem imel kar nekaj primerov v bistvu neprimernega načina vodenja in sem takrat razvil v bistvu to željo, to mi ni všeč, to mi ne deluje in tak jaz ne bom. A nam lahko recimo ene 3 take težko vprašanja, ampak Zelo super. recimo kaj si opazil, pa mogoče pri starejših ali pa izkušenih ali pa recimo tudi, pa si rekel, takšen si pa ne želim biti. Super, zelo dobro Kako nas vprašanje. mladi vidite, recimo, Prvič, da se naučimo. najbolj kritično se mi je zdelo, recimo, da so mogoče vodji v začetku moje kariere, starejši, mlado ekipo kot nek svež izobražen kader z novim svežim znanjem videli kot neko nevarnost. Se pravi, nekoga, ki ga lahko spodbije. Se pravi, jaz sem zdaj tukaj ustaljen, sem na svojem stolu že nekaj let, sem najboljši, zato mi pripada to delovno mesto in potem pride nek mlad, ambiciozen posameznik in je kar nekaj nevarnost. Se pravi, nevarnost je njemu, čeprav je dodana vrednost za oddelek, za področje dela. In se v bistvu dogaja, se pravi, prvo je bilo to, drugič v bistvu se opazi to občutek ogroženosti v komunikaciji, v delitvi dela, v vodenju in pa hkrati recimo v temu mentorstvu oziroma prenosu znanja. Tak posameznik se potem zapre vase, svoje znanje razume kot v bistvu nek kapital, zaradi česa je on vreden na tej poziciji in definitivno drži to znanje in ga ni pripravljen deliti na mlado generacijo, ker se seveda boji, da bo potem čas zamenjati prišel prehitro, kar se mi zdi res zelo škoda. Drugič, v bistvu vsa ta ogroženost potem posameznika pripelje do trenutka, ko v bistvu to nemoč, skrb oziroma tudi zmanjšana samozavest se potem kaže v povišenem tonu, kričanju, dretju, neprimernem delegiranju nalog, premalo jasna navodila, skratka je nek tak kaos nastane, ki potem dela zmedo v celem oddelku, timu. In tu recimo je zelo dober primer, bila ekipa 12-11 posameznikov, takrat nas je, mislim, da v letu dni 6 odšlo. Ne samo z oddelkom, ampak šli smo izpred. Gre za v bistvu korporacijo s 5000 ljudmi, bančništvo. Ok, zdaj, če se naveževa kar na naslednje vprašanje, ti si res delal v izjemnih podjetjih, od Pristopa do eMedije, do HTT Pula in zdaj celo v Printboxu delate novo revolucijo, transformirate svet. Tako da mene zanima, kako se je pa tvoj slog vodenja spremenil skozi vse te različne položaje, industrije? Jaz sem v bistvu predvsem je bilo vezano na to, kakšno funkcijo sem imel. Se pravi, ali bo to samo vodja projektov, ali sem se mogel samo z naročniki ukvarjati, pa sem vodil v bistvu projekt na ravni naročnika. In pa potem kasneje, recimo, ko sem prvič imel v bistvu svojo ekipo in svoj oddelek, je v bistvu definitivno to velika razlika. Eno je, se pravi, ko delamo z ljudmi z zasledovanjem nekih ciljev poslovnih in so vključeni rezultati, in pa seveda kasneje, ko pač imaš svoje ljudi in verjameš, da v bistvu od njihovega počutja in odnosov so vezani v bistvu rezultati oddelka in seveda po tisto, kar se bomo mi podpisali, se je v bistvu potem sem se iz teh rezultatov in številk prelevil v to, da v bistvu se več ukvarjam s tem, z ljudmi, kako se počutijo, s pogovori, več jasnih vodil, upoštevanja, se pravi njihovih želja, da se probam prilagoditi, sploh če je manjši tim, se to da, kakšno delovno okolje želijo, kakšne izobraževanje bi radi šli in probamo to, kar se le da omogočiti.
Druga stvar, glede samega vodenja, pa ja, jaz pri sebi sem predvsem opazil, da sem se v preteklosti preveč posvečal samemu sebi, svojim željam, mojim ciljem, mojim strategijam in v bistvu tisto, kar sem jaz vedel najbolje, nisem želel izgubljati časa in energije, da bi to v bistvu razložil in prenesel na ostale in sem v bistvu samo naredil. Ne. Oziroma, če sem videl, da drugi ne verjamejo, sem jih prepričal to, da je v bistvu ta strategija prava, medtem ko zdaj in je v bistvu težko potem človek sledi nečemu, kar ne razume najbolje. Ne. Težko je potem, nisi vodljiv, to sem tudi pri sebi v preteklosti videl. Tako da zdaj verjamem, da v bistvu predvsem treba ljudem dati široko sliko, zakaj to delamo, kaj je dobro za podjetje, za tim, za posameznika, kaj bo to spremenilo za nas čez pol leta, leto dni, da potem posameznik se pravi bolj razume, ok, za to, super, in zdaj imam v bistvu več empatije, več želja. In še naslednji korak je pa ta, da v bistvu probamo, že ko se izoblikuje neka strategija, ideja, vključiti posameznika, kaj pa vi mislite, kako bi pa vi se tega lotil. In sploh ni pomembno, če v bistvu on ta trenutek nima kompetenc, lahko pa jih ima. Ne? Sam da izraža v bistvu ta občutek, da je sodeloval pri oblikovanju rešitve, je potem njegov odnos do dela in sledenje oziroma ciljem popolnoma drugačne ravni. Super. Luka, rada bi ti čestitala za uspešno prestrukturiranje strategije trženja za znamko Printbox v tujino in sicer konkretno na zelo zahteven mednarodni trg Savdske Arabije. Med našimi poslušalci je mnogo mladih in pa vseh, ki želijo pridobiti znanja z področja mednarodnega poslovanja, mednarodnega trženja in osvajanje tujih ciljnih trgov. Kje si pridobival znanje, kako ti je uspelo z ekipo prodreti na trg Savdske Arabije, kje si pridobival znanje, veščine in kaj bi priporočal vsem našim poslušalcem, ki želijo usmeriti svoje poslovanje na tuje mednarodne trge. Kam naj se obrnejo, kje dobijo pomoč, kje si jo ti dobil, kaj bi svetoval, delil z nami. Super. Hvala. Prvo, kar je, se pravi, to nek občutek mednarodnega poslovanja, sem recimo usvojil tekom študija na ekonomski fakulteti, kjer je bil predmet mednarodno poslovanje. Tam je bilo recimo ogromno vsebin, kakšni poslovni modeli, je to podružnica ali gre recimo za franšizno sodelovanje. Kasneje, se pravi, potem je to tekom prakse, se pravi, bereš, se razviješ, sprašuješ prijatelji, ki mogoče ti zaupajo svojo zgodbo, tudi takrat, ko misliš, da ta zgodba zate ni relevantna, pa je bila za mene seveda čez nekaj let, kako so se oni lotili širitve tujino. Recimo, ko sem sodeloval potem v okviru HTT Poola, HTT Pool je tudi v bistvu mednarodna mreža digitalnega oglaševanja, tam je v bistvu že bilo veliko tega, kako delajo, kako vstopajo, na kakšen način, kako delajo ekipe, kako so te začetni krči, rečemo otroške bolezni. In se v bistvu s tem, razumeš, to me čaka, to se mi lahko zgodi, kako bi pa jaz to mogoče drugače naredil bolje. Naslednji korak je bil, se pravi, bil pa že, ko sem se jaz mogel s tem soočiti, kako zdaj iti na tuje trge, kaj sem se naučil, kakšne so dobre ideje, prakse, potem greš majčkeno raziskovati brati, danes seveda zaradi digitalizacije ogromno nekih vsebin na voljo preko spleta, od knjig. Prednost sem imel pa tudi to, da je dejansko celotna ekipa ima ogromno znanja z tega področja in smo preko brainstorminga idej, kako, na kakšen način, prišli do neke optimalne rešitve, hkrati pa tudi v bistvu naše podjetje deluje, imamo tudi nadzorni svet, ki ga sestavljajo v bistvu predstavniki večinskega lastnika in v bistvu gre za zelo izkušene podjetnike, ki so tudi potem, ko smo potrebovali kakšno mnenje, idejo, dali ogromno nekega znanja. Na vaši spletni strani sem tudi videla slike sejmov, mednarodnih srečanj v tujini. Kako izbirate sejme, kje dobivate te informacije in ali so tudi to pomembni kontakti za osvajanje ciljnih trgov, glede na vaše izkušnje vašega podjetja, tvoje ekipe? Definitivno je zelo pomembno izbiranje v bistvu nastopa. Prva zadeva je, se pravi, res dobro je treba poznati, kdo so naši kupci, kdo so naši poslovni partnerji, konkreten profil, se pravi, eno je recimo, ko govorimo, se pravi, kdo je uporabnik Printboxa, ko pa govorimo za franšizo in se pravi, šito v tujino, pa v bistvu primer konkretno za Dunaj ali London, se pravi, kdo je tisti posameznik ali podjetje, ki bo investiralo v franšizo Printboxa in ga uspešno implementirala na lokalnem trgu in izvajala marketinške aktivnosti, ki smo jih izvajali mi, da bo poslovanje rentabilno in uspešno. Se pravi, kritično je določenje profila,
kdo so ti posamezniki, s čim se ukvarjajo in kaj recimo tiste teme, ki jih zanimajo. Ko smo to dobro sprofilirali, smo v bistvu delali raziskavo, katere v bistvu sejmi obstajajo in pa na katere sejmi je bilo smiselno, da mi kot znamko, kot podjetje, kot idejo za investiranje umestimo. Seveda, teh idej je potem od Brazilije, Dubaja, do Tokija, do Hongkonga. Seveda, potem mi smo rekli, oziroma ideja je bila, da gremo prvo, se pravi, stopamo na trge v bližini, ki jih bolje poznamo, Avstrija, Italija. Tako da smo se v bistvu potem prvotno udeležili franšiznega sejma v Avstriji, na Dunaju, to je bilo novembra 2014. Potem smo šli, se pravi, potem tema je bila recimo franšizing. Naslednja tema je bila, smo iskali, kaj je recimo področje našega poslovanja in smo rekli, glede na to, da imamo samo postrežne aparate, se to umešča v panogo vending. In smo potem šli na vending sejem v Pariz, pa zopet na franchise, potem smo šli recimo na Facebook, ki je v Münchnu na temo tiskanje dokumentov. Skratka, res ciljno smo usmerjali, da tisti obiskovalci, ki bodo tja prišli, je velika verjetnost, da jih bo naša ideja zanimala. Odlično. Super. Zdaj, prej si omenil, da je zelo pomembno zate tudi, da je vsak posameznik slišan, da se ogromno nekih idej generira. Tako da mene zanima, veliko govorimo danes o inovacijah, prihajajo razni startupi, disruptorji, biznis modeli se spreminjajo. Tako da, koliko je zate pomembno, da ste stalno inovativni, da se zbirajo ideje in da se v bistvu delajo napake? Ja, najbolj v bistvu bi rad to povedal, da je mogoče napaka to, zakaj mi kot napako razumemo kot nekaj slabega, recimo že kot smo majhni, kot otroci smo bili kaznovani, če smo naredili nekaj narobe, razbiješ kozarci, kaznovan. Super. Skratka, to mi je, in zato se mi zdi, da smo ponotranili to vrednoto, da je napaka nekaj slabega in v bistvu že razvijemo strah, da bomo kaznovani. Se strinjam, ja. In se mi zdi, da to v bistvu vlečemo tekom kariere, vemo pa, da v bistvu kdor ne tvega, ne proba in startupi v bistvu se podaš v nekaj, kar ne veš, kaj bo, investiraš denar, lahko se izgubiš. Na koncu bo v bistvu moramo priti do tega, da v bistvu vsaka napaka je priložnost, da se nekaj naučimo, ugotovimo, zakaj smo nekaj narobe naredili, ali je napaka v organizaciji dela, v navodilih, ali posameznik je dobil neko nalogo, za katero nima kompetence in treba prvo v bistvu ga opremiti s to kompetenco. In v bistvu jaz danes na napako ne gledam več kot nekaj slabega, seveda si želim, da jih je čim manj, predvsem nekih v bistvu zgrešenih kakšnih finančnih naložb, pa kakšen marketinško orodje. In v bistvu verjamem, da je lahko, se pravi, prvič je napaka priložnost, da se v bistvu potem o njej pogovarjamo, se pravi efekt komunikacije pogovorov, da tudi posameznika mogoče tisti, ki je napako naredil, pa je imel strah se o tem pogovarjati, pa je v bistvu šel delati nekaj, v kar ni verjel, da lahko mu uspe, ni pa prosil za nekoga za pomoč, ker ga je mogoče strah povedati, jaz pa tega ne znam, ne morem, a mi lahko kdo pomaga. Se pravi, da se potem tudi takega posameznika obravnava kot nekoga, ki mogoče ne bo prosil za pomoč, pa se ga predčasno vpraša, ali razume navodila, ki pomagaš, a tole veš, znaš, in ga probamo prek pogovora spodbujati, da se izpostavi in da ga ni strah povedati, da ne zna, oziroma ko se do napake pride, da se jo čim prej, ker če napake tako ne opravimo in se drži in jo potem ta posameznik, ki nima znanja, da jo odpravi, je potem ta napaka lahko ogromna čez čas. Navezala bi se, Luka, lepo si izpostavi tudi razvoj idej in startup podjetij. Omenil si pa tudi, da prihaja recimo največkrat do težave tudi, da posameznik ne more priti do ključnih odločevalcev v samem poslovnem procesu. Da je to recimo tista točka, kjer se potem zaustavi razvoj ideje in potem tudi recimo zagonskega podjetja. Kako je tebi uspelo priti do teh ključnih odločevalcev? Kako naj mladi naši poslušalci to dosežejo glede na tvoje izkušnje? Zakaj meniš, da je temu tako? Ja, zelo dobro vprašanje in definitivno so v bistvu to preko mreženja in širjenja v bistvu socialne mreže in poznanstva ključnega pomena, ko v neki fazi iščemo oziroma imamo idejo, ki je primer vrhunska za neko določeno podjetje, gre za veliko korporacijo in tam nikogar ne poznamo. Če nikogar ne poznamo, pomeni, da bomo zelo verjetno izgubili ogromno časa, dokler bomo prišli do te prave osebe, ki bo prepoznala, da smo dodana vrednost za njihovo podjetje in stranke in si vzela čas za sestanek. To seveda čas, in ker je to seveda vsaka ideja, kot smo že govorili, v bistvu časovno omejena, se lahko zgodi, da v bistvu, ko pa pridemo do odločevalca, je prepozno. Lahko nas prehiti konkurent, vmes je lahko mogoče že drug startup, ali pa je podjetje samo zaznalo priložnost na trgu in je interno to rešitev razvilo.
Zato se mi zdi kritično, da ko pridemo do trenutka, ko želimo sodelovati z nekim podjetjem, preverimo pri svojih prijateljih, kontaktih, ali kdo morda z njimi sodeluje, vprašamo poslovne partnerje, sodelujete morda tudi s tem podjetjem, s kom sodelujete, na kakšen način se lahko pride do posameznika, kdo je v tej organizacijski strukturi zadolžen za to področje, me lahko morda povežete. Kratek mail je lahko dovolj, ni vse, ampak je velika prelomnica, da lahko se ta posameznik izpostavi in ta, ki je povezovalni člen, tudi pri tem, do katerega želimo priti, vzbudi neko zaupanje, kredibilnost. Če pa me je ta posameznik predlagal oziroma tega predlagal, je pa smisel, da si vzamem pol ure in se z njim pogovorim. In je to lahko se realizira v tednu dni in je večja verjetnost, da se bo ta ideja tudi razvila. Tako da res še enkrat, se pravi, definitivno mreženja, tudi v času študija, po študiju, ker v bistvu nikoli ne vemo, kdaj bo nek posameznik v bistvu pomemben. Hkrati pa v bistvu seveda, če gledamo po recimo sistemu recipročnosti, ko razvijemo oziroma te pomoči nam nekdo pomaga, se pravi, dajmo, če nas kdo pokliče, pa treba pomagati, ne razmišljati, kaj bom jaz od tega imel, ampak kaj bo on od tega imel, dajmo pač delati, dajmo povezovati ljudi, ideje in se pravi, probati to v bistvu spodbujati, da bodo vsi tako na ta način pristopali. Top, jaz sem zelo navdušen. Tako da, me pa zelo zanima, se pravi, prej si omenil, da ti je zelo pomembno pri svoji ekipi, se pravi, medsebojni odnosi, da ti zaupajo, da ti lahko povejo, a imajo znanje, a nimajo, a jim lahko kako pomagaš. A si imel ti v življenju kakšnega mentorja, oziroma koliko se tebi zdi to pomembno, da imaš kot mlad podjetnik, kot mlad vodja neko osebo, na katero se lahko zaneseš? Več je bilo v bistvu oseb, kateri so bili mentorji, oziroma jih jaz še vedno dojemam kot mentorja, ker mogoče tudi zato, da mentorja nekdo razume kot nekdo, ki te uvaja 8 ur na dan, se s tabo ukvarja. Dejansko pa so mentorji lahko vsi posamezniki, lahko je to nek avtor knjige, ki ti da ogromno nekih iztočnic, lahko je izkušen podjetnik, ki je tvoj prijatelj in morda tekom športa, treninga si izmenjate tekom pogovora neke nasvete. Definitivno so mi in verjamem, da v prihodnosti mi tudi bodo mentorji s svojimi izkušnjami in znanjem dali ogromno v bistvu nekih znanj in veščin ali pa napotkov, s katerimi bom jaz lahko čez izzive ali pa probleme bolje se znašel, in pa predvsem, da bom lahko se izognil določenim napakam. Se pravi, da v bistvu se ne učim čez napak, ampak da v bistvu pride do napake, da sem že opremljen z nekim znanjem. Zdaj, kar v bistvu pri mentorjih je tudi tako, da z tega zaupanja, seveda, če sprejemamo nasvete od nekoga, tudi moramo temu posamezniku dati neko kredibilnost, moramo verjeti, da to, kar nam govori, je res. Ker če primer imamo nekoga, ki je res izkušen podjetnik, ki ima za seboj nekaj poslovnih zgodb in ti da nasvet, ne vem, glede financ, računovodstva ali pa mogoče, da določena strateška poteza, ki sem si jo zadal z vidika trženja ali pa morda razvoj novih tržnih segmentov, ni dobra, dejansko se bom vprašal, če sem prav razmišljal, ker verjamem, da je njegova skrb upravičena. Če pa se bom jaz pogovarjal z nekom drugim, ki sicer ga zelo dobro ali pa ga imam za dobrega prijatelja in vem, da z tega področja nima nobenega znanja in mi deli neko spontan nasvet kot njegovo neko vedenje mnenje, ga bom pa zelo zarezerviral. Tako da tudi ta izbira posameznikov je kritična, pa bodimo odkriti, iskreni, se pravi, če nam posameznik želi svetovati, pomeni, da mora imeti jasne informacije o stanju, ker če prikrivamo podatke, informacije in razkrijemo 20%, pomeni, da se bo posameznik svetoval ali pa se odločil na podlagi teh 20% informacij in nam lahko da napačna informacija oziroma navodila. Jaz bi pa rada izpostavila, Luka, tudi prejel si številne nagrade, si ekspert na področju, strokovnjak na področju trženja, marketinga. Zdaj me pa zanima eno tako vprašanje, izpostavljaš veliko mreženje, skozi tvojo poslovno komunikacijo takoj opazimo zelo visok intelekt, zelo poslovni bonton na najvišji ravni, in pa izjemno vrhunsko poslovno komunikacijo, zelo spoštljivo. Pa me zanima, kakšne so razlikovalne, distinktivne prednosti, ki so značilne za uspešnega
vodjo ali pa direktorja marketinga, katere so tiste, ki se razlikujejo recimo od nekoga, ki pa dela v logistiki ali pa da je recimo finančni menedžer, ali če bi iskal svojega naslednika, recimo katere distinktivne razlikovalne lastnosti so to za nekoga, ki želi postati dober oziroma odličen marketing menedžer. Je to mreženje si izpostavil, poslovna komunikacija, te stvari so nam včasih tudi dane, veliko se tega naučimo, ampak ko boš uspel, si prejel veliko nagrad, konkretno več nagrad na SOF-u, Slovenskem oglaševalskem festivalu, ko boš iskal svoj podmladek, ko že iščeš svoje člane tima in pa zlasti naslednike na področju marketinga, kako bi izpostavil, katere so pa tiste veščine, ki so ključne samo za to področje, za vse naše, bom rekla, poslušalce, ki prav tako želijo uspeti na področju marketinga doma in v tujini. Ja, dejansko prvič še vedno je to, iskal bi, oziroma bom iskal željo in empatijo po področju dela, da posameznik morda že ima izkušnje z tega področja, če recimo že ima v bistvu nekaj daljšo delovno dobo, da je v tem področju se že kalil, nabiral delovne izkušnje, morda tudi to študiral, se izobraževal. Ima v bistvu ogromno nekih, ima tudi socialno mrežo z tega področja. Drugo, kar pa je, se pravi te neke veščine znanja, drugo pa v bistvu ta empatija do ljudi. Meni v bistvu ogromno pomeni, da če se nekdo ukvarja s področjem marketinga, prodaja, to ni introvertirano delovno mesto, ampak je to presežno ekstrovertirano delo. In verjamem, da v bistvu tak posameznik mora imeti razvito močno empatijo do ljudi, skrb za ljudi, njihov počutje in predvsem mirnost, prijaznost, iskrenost. Izjemno, kar duša želi. Dejansko moraš imeti rad ljudi, ker vodenje pomeni odprtost, spoštovanje, imeti rad ljudi, ne smete nek sestanek, bom rekla, spraviti v stresno situacijo, ampak moraš tudi skozi stresno situacijo razvijati empatijo in nekako umirjati situacijo. Predvsem točno ta del, se pravi, ne sme stresa povzročati, da jutri imam sestanek, pred seboj imam, ne vem, predsednika uprave, velike podjetja. To ne sme biti strah, ampak mora biti izziv, priložnost, da se lahko s takim posameznikom pogovarjamo, ker primer, če mi recimo, koliko ljudi si danes želi recimo govoriti mogoče z Blažem Brodnikom, in če v bistvu ga lahko spoznaš na nekem sestanku, to je neizmerna priložnost in to moramo ceniti in moramo z veseljem iti na tako stvar in se tega tudi udeležiti. Mene pa zanima, zdaj, če se spustiva malo še na osebno raven, kaj bo po tvojem življenju nek, Američani temu pravijo aha moment, se pravi nek aha trenutek, ki si vedel, jaz pa želim to delati in uživam v temu in to je res moja strast? V bistvu, predvsem je se to razvila ta želja po mogoče področju marketinga, prodaje, delu z ljudmi, šele v bistvu, ko sem začenjal kariero. Opazil sem pred sebi kot lastnost, da sem bil mogoče že tekom študija zelo družabna oseba, oziroma sem se rad družil z ljudmi, spoznaval nove ljudi, nisem imel nikoli težave pri komunikaciji ali pa kakršenkoli zadržek, da bi se s kom pogovarjal. In sem videl, da so to v bistvu neke tiste karakteristike, lastnosti, ki so mi prirojene, zaradi katerih sem lahko boljši posameznik v okolju marketinga in prodaje. Kaj je bil pa kakšen projekt, ki si ga zapomnil, ki pa tudi si zelo ponosen na njega? Definitivno recimo je stvar, ki je bila odmevna, ki je bila vidna, ki je bila dana, ki je bila tudi sporočilo ne samo sebi, ampak v ekipi in pa okolici, je v bistvu uspešna globalizacija Printboxa, se pravi ta podpis pogodbe in širitev v Savdsko Arabijo. Jaz bi se pa tudi navezala na razpravo in sicer me zanima, če je bil kdaj v tvoji poslovni karieri trenutek, ko si dobil nek nasvet neke osebe in ti je morda res spremenil način mišljenja, recimo, da je res en tak nasvet, da si rekel, wow, to je pa zdaj ta misel in se je potem vključil v svoj proces vodenja. V bistvu, jaz sem simpatizer Simona Sineka, zelo, zelo zanimiva persona, odkril sem ga pred dobrimi 3 leti, ko sem prebral njegovo prvo knjigo, Začni zakaj. In v bistvu 2 stvari, ki sta mi z njegove stvari dala veliko za razmisliti. Prva je bila, se pravi, ta zakaj, da v bistvu mi ves čas moramo pri sebi razčistiti, zakaj smo se nečesa lotili, zakaj smo to zbrali, zakaj to verjamemo
ker v bistvu tekom razpleta dogodkov bodo prišli slabi časi, ne bo rezultatov, bomo izgubljali motivacijo in v tistih trenutkih moramo vedno se spomniti, zakaj smo se na začetku lotili neke zgodbe, zakaj smo izbrali neko osebo, ki je mogoče se razvila problematično, zakaj smo sami izbrali funkcijo, da se bomo ukvarjali pa vodili z ljudmi, ko bodo težki, tudi ko bomo mi imeli slab dan. In pa druga stvar, pa mogoče z tega opolnomočenje posameznikov in vključevanje ljudi v izoblikovanje strategij, je tudi Simon v bistvu izpostavil, naučite se spregovoriti zadnji. Se pravi, ko je v bistvu nek pogovor ekipi, karkoli, ne dovolimo, da predno mi svojo mogoče kredibilnostjo in v bistvu delitvijo, ali pa v bistvu, ko že hočemo izoblikovati rešitev in jo v bistvu vcepimo ostalim, počakamo, da v bistvu drugi se vključijo in delijo svoje mnenje, predloge, ker če v bistvu prehitro damo tisto končno rešitev, potem si posameznik reče, zakaj bi jaz zdaj karkoli še potem povedal, če je rešitev na planu. Luka, izpostavil si pomembno tematiko v vodenju opolnomočenje, kot sodobni pristop motiviranja sledilcev. Se lahko dotaknemo teme motiviranja sledilcev, članov tima, morda na kratko dve, tri tvoje prakse, recimo, ali pa kakšni nasveti glede motiviranja zaposlenih. Kaj bi svetoval, oziroma kaj si ugotovil, da deluje pri tvojem pristopu vodenja? Kako ti motiviraš oziroma zaznavaš, da je pravi pristop motiviranja? Definitivno prva zadeva opolnomočenje oziroma vključevanje posameznikov, da sami pridejo do rešitve, oziroma da lahko delijo mnenje in so del v bistvu snovanja te rešitve in jo bolje sprejmejo, imajo večjo pripadnost, občutek, tudi da smo jih res, da jih cenimo, da jim damo vrednost, da verjamemo vate in si želimo, da v bistvu tudi tvoje mnenje šteje in ga vključimo v strategijo. Druga stvar, ki se mi zdi, je ta transparentnost in deljenje vseh informacij na ravni, kaj se v podjetju dogaja. Se pravi, ali gre za računovodstvo, se pravi, če gre za vzdrževanje, klicni center, da v bistvu te posamezniki v vsakem trenutku točno vedo, kaj se dogaja, ne samo za tisto, kar je ključno za njihovo upravljanje dela, ampak razumejo, kaj vsi posamezniki počnejo, kaj se dogaja s podjetjem, načrti, zakaj to počnemo, spet ta zakaj, da v bistvu razumejo in se povežejo s to miselnostjo, da razumejo, zakaj to počnemo in kaj si želimo. In pa zadnja stvar, se pravi, tudi se pravi potem pri delegiranju oziroma izoblikovanju nalog za posamezno ekipo, se pravi to jasnost navodil. Predvsem pa v bistvu v ključni fazi, ko predamo klicnemu centru, servisu ali pa mogoče v kolegom iz recimo dizajnerskega oddelka, da v bistvu ves čas skrbimo, da razumejo navodila in so, ne samo, da jih razumejo, ampak da so jih pravilno razumeli. S tem, ko v bistvu posameznik res je razumel, kaj je cilj, kaj treba narediti oziroma kako se tega lotiti, je manjša verjetnost, da se bojo dogajale napake. Če v bistvu pa samo rečemo, tole moramo narediti do jutra in gremo, pomeni, da je zelo velika verjetnost, da posameznik ima premalo informacij, točno ne razume ciljev in potem tudi ne ve, katera pot je prava in je velika verjetnost, da bo prišlo do napačnega rezultata. Luka, omenil si že prej v pogovoru našega cenjenega gosta, predsednika uprave NLB, magistra Blaža Brodnjaka, ki je pa tudi dejal, da on v samem procesu vodenja zelo dobro opazuje svoje sledilce, tako kot ti, in daje velik poudarek tudi neverbalni komunikaciji. In je dejal, da že skozi oči, njegov, bom rekla, pristop je, da že skozi oči vidi, ali mu sledilci sledijo, torej ali so zavzeti, ali so motivirani, torej že tekom sestanka preprosto pogledal v oči. Zanima me, Luka, ali imaš tudi ti morda kakšen tak skrit recept, kakšno taktiko, ko recimo v teku delovnega dne, več kot 8-urnega delovnika opažiš, da sledilci niso motivirani, niso zavzeti, ali imaš morda iz športa, si ekipni športnik, timski športnik, ali imaš kakšen tak, bom rekla, trik, ali pa kakšno skrivnost, kako tudi skozi neverbalno komunikacijo opažiš, da so zaposleni utrujeni, morda potrebujejo premor. Je kakšna taka taktika, recimo, ali pa nasvet? Ja, sicer zelo pomembna tema, da res skrbimo in opazujemo, kako se posameznik počuti, je preutrujen, je ta trenutek pod nekim stresom in ni sposoben v bistvu konkretnega zdravega razmišljanja. Pomeni, da v bistvu, če gre za neko intern sestanek, je potem
nesmiselno vztrajati, je mogoče potem ga prestaviti, narediti premor. Jaz recimo definitivno tudi spremljam, a mi sledijo, a se ukvarjajo z mano, mogoče brskajo po telefonu ali v bistvu pišejo mail. Probam v bistvu ves čas skrbeti za to, da je v bistvu učesen stik, zaradi tega, da se pogovarjamo, da mi sledijo. Druga stvar, ko vidim, da je v bistvu morda smo izgubili fokus, probam na kakšno šalo ali pa v bistvu neko prispodobo, pripombo nekaj narediti, da se v bistvu mogoče malo ta serotonin, dopamin, malo veselja, sreče, potem si naredimo en tak hard reset, če je posameznik preobremenjen, da ga v bistvu v tistem trenutku pripravim do tega, da je z mislimi točno zdaj pri meni in lahko v bistvu potem to komunikacijo speljemo do konca. Super. Zdaj pa pojva še malo nate, na tvoje osebno življenje. Kaj pa Luka počne v prostem času in kako ti skrbiš v bistvu za mentalno zdravje, za stres? Jaz največ prisegam na šport in rekreacijo. In to v bistvu šport mene spremlja od malega. Treniral sem oziroma spoprijel sem se z različnimi športi in v zadnjem času neizmerno uživam recimo v kolesarjenju, pred časom odbojka na mivki, fitness, pa predvsem v bistvu različni športi, potem od teka, hoje in pa zdaj v zadnjem času je zelo priljubljen ta, reče se street workout, se pravi nek ulično rekreiranje, kjer potem lahko v kakšnem športnem parku, v naravi, na soncu, v bistvu se s prijatelji podružimo. S tem v bistvu, to se mi zdi spet, zakaj se mi je zdaj v športu od nekdaj pomemben, posameznik lahko razvije neko disciplino. Se pravi, če disciplina ni bila kritična mogoče v osnovni, srednji šoli, lahko preko športa razvijemo nek ta organiziranost, se pravi, vsak dan bom eno uro rekreiral, in se moram organizirati, kdaj bom se rekreiral, kako, na kakšen način povabim prijatelje. In v bistvu ta disciplina, skrbnost, rutina je ključnega pomena tudi v bistvu dejansko v poslovnem svetu, ko moramo v bistvu ves čas se držati rokov, zaključevati naloge in tudi, ko je hudo, ko je težko, stisnemo zobe in v bistvu pridemo do cilja. Super, ja, ta disciplina je res ključna. Recimo potem je pa tudi ta ciklizacija, delo, počitek. Kako to uspeš uskladiti? Zato, ker vemo, da treningi potrebujejo potem še dodaten počitek, že delo je recimo tak stres. Kako potem uspeš, a greš pravočasno k počitku, bom rekla, več spiš, recimo, ker tudi vse raziskave sodobnejše, uspešnih vodij, pravijo, da je potrebno res poskrbeti za spanje vsaj polnih 8 ur, da to prispeva pozitivno in neposredno k uspešnosti vodenja. Da so tisti časi, ko so se vodje hvalili, da spijo 2-3 ure, tako imenovano obdobje herojskega vodenja, igranje heroja, da ne spijo tega, to ni resnica. Torej dejansko je spanje zelo pomembno tudi za pripravo na proces dela. Kako uspeš ciklizirati in vse to organizirati? Definitivno je spanje tisti ključen element, ko se telo regenerira, ko se mi spočijemo in res, če je premalo spanja, telo ni samo pod stresom, ampak je v nekem vnetnem stanju in ko smo vneti, smo potem bolj razdražljivi, težko se fokusiramo. Jaz si prizadevam in si neizmerno želim, da bi si dodelil vsaj uro spanca več na noč. Priznam, da sem v zadnjih 2 letih to definitivno zelo izboljšal. Spanec ponavadi probam nadoknaditi čez vikende, ko si lahko v soboto, nedeljo privoščim, da majčkeno dlje spim. Med tednom seveda to ni mogoče. Je pa res, da druga stvar, ki se mi zdi bolj pomembna, je kot ta v bistvu počitek, generacija, da probamo v bistvu že organizacije samega dela, delovnega okolja in pa prostega časa organizirati tako, ali pa v bistvu svoje misli, mindset, naravnati tako, da v bistvu določenih stresnih ali pa neprijetnih situacij ne razumemo kot v bistvu slabo, negativno in ne stresiramo, ampak se natreniramo, da to sprejmemo kot v bistvu nekaj, kar je dejstvo. In se v bistvu, tako kot se ne sekiramo, ko je deževen dan in v bistvu nekih naravnih pojavov, to sprejmemo kot v bistvu neke dogodke, se pravi, da se naravnamo, da v bistvu ne živimo stres. Ker jaz verjamem, da tisti posameznik, ki tekom dneva občuti enormen stres, nekaj dela zelo narobe. Ali ni kos v bistvu informacijam, ali ni kos funkciji vodenja, ali ima premalo znanja, nekaj je problem in v bistvu prvo je potrebno to odpraviti,
ker v bistvu samo 14-dnevni dopust ali pa 1 uro antistres tretmaja popoldne teh zadev ne bo rešil. Zdaj nam še zaupi malo, kakšni so pa tvoji poslovni pa osebni cilji? Osebno več spanja. Rad bi si, glede športa, me v bistvu zelo mika kite. Mogoče tudi zato, ker se ga zelo spoštujem in me je strah tega športa in je v bistvu strah nek tisti motivator, ki v bistvu me ne bi in v bistvu me bo porinil iz te cone obdobja, pa hkrati, da v bistvu tretiram sebe in možgane, da se lotim nekaj popolnoma novega. Poslovni cilji, konkretno v okviru Printboxa si želimo, trenutno imamo zastavljen cilj, da v roku 2 let na Londonu razširimo mrežo Printbox kioskov iz trenutnih 6 na 200 in pa na Dunaju iz trenutnih 42 na 100. Super. Kar se pa tiče nekih osebnih karakteristik, predvsem si želim več znanja z področja financ in pa investicij, ker je v bistvu to neka stvar, ki me veseli na dolgi rok in pa da bi lahko z pridobljenim znanjem, recimo v roku 3 let, se preizkusil tudi v vlogi CEO-a. Morda še zaključne misli za naše poslušalce z vidika smernic vodenja, po kateri poti naj grejo, kaj bi jim rekel, o čem največ preberejo, kam naj se v bistvu obrnejo. Definitivno spet preko mreženja vprašajte prijatelje, kaj vam recimo za konkretno vlogo, za katero se pripravljate, ali pa kjer veščine bi potrebovali kot vodja. Prelistate, kjer so recimo tudi knjige, ki recimo imajo ogromno iztočnic navodil glede vodenja, sicer pa v bistvu ne, eno je veliko znanja, potem treba to v prakso spraviti. Moje mnenje je čim prej v zgodnji fazi, vključite se na različne projekte in na ta način se boste učili, pridobivati znanje, kako, na kakšen način, ker žal samo učenje brez implementacije znanja trg v bistvu ne bo obrodilo sadov. Glede tega učenja bi te pa še nekaj vprašala. Ugledna raziskava Harvard univerze je pokazala, da dejansko je mreženje ključno, ki si ga ti povedal, ne recimo, ko zdaj razpravljamo o ciljih za naprej, ampak da delamo ljudje eno veliko napako, da se družimo vedno sebi enakim, ne, naprimer računovodje z računovodji, s kim sektorjem, finančniki s finančniki, marketing menedžerji se ukvirjate, pa tudi recimo v športu, ne, običajno rokometaši z rokometnim klubom, da se nekako grupiramo, sebi enakim. In raziskava je pokazala, da dejansko je pa uspešno in zelo ključno heterogeno mreženje, da moramo biti odprti, da v svojo okolico sprejmemo, ne vem, posameznike iz drugih področij. In vidim, Luka, ti recimo si omenil ta športni duh, tudi si v različnih teh športih, kako gledaš na to mreženje, tudi sprejemaš, bi tudi to svetoval našim poslušalcem, da je treba recimo biti odprt in sprejemati tudi druge v to mrežo in se učiti tudi od različnih profilov ljudi. Definitivno, jaz prisegam na širino, se pravi, seveda poudarek mora biti na tistem področju dela, ki ga upravljamo, se pravi, se moramo sebe kot osebnost, kot kapital opremiti z res tekočimi znanji, da lahko delo upravljamo korektno, ampak da pa lahko mi razmišljamo, ko delamo nek startup kot ekonomist, z vidika mogoče prehrambene industrije, pa je ključno razumevanje recimo farmacije, kemije, morda tudi medicine, karkoli, ne. In spet bomo prišli do trenutka, ko bomo potrebovali nasvet ali pa mnenje kemika, pa mogoče farmacevta, in če smo v preteklosti se mrežili in imamo mogoče v okviru družine, prijateljev, mogoče od prijatelja žena farmacevt, gremo na kosilo in se pogovorimo o določenih temah. Skratka, nujno širina. Bodite radovedni, ali to, ne vem, atomska fizika, ali gre za kemijo, za, ne vem, delovanje možganov, karkoli. Vsako znanje informacije bo morda enkrat slej ko prej prišla. Če ne drugega, to mreženje bo koristilo takrat, primer, spoznate nekoga, ki je zelo dober v farmaciji, vi ne boste nikoli tega znanja potrebovali. Se bo pa zgodilo, da bo vaš poslovni partner, prijatelj rekel, nujno potrebujem kontakt iz farmacije in ga nimam. In boste naredili vrhunsko delo, ko boste tega posameznika s farmacijo povezali in bo enem dnevu dobil tisto, kar potrebuje. Tako da
Super. Zdaj, preden zaključimo, bi te jaz še malo sprovociral. To je obvezen del. In sicer meni se je blazno vtisnil stavek, ki si ga omenil, da naučite se reči ne. Če nam lahko to poveš, ker to je meni res zelo, zelo fascinantno in res nor stavek. Zelo. Jaz sem v bistvu s tem stavkom se srečal nedolgo nazaj in sicer po pogovoru s prijatelji, ko mi je sam v enem trenutku povedal ne. In v bistvu je zanimiv, kakšen, v bistvu kar en tak šok človek doživi, ker v bistvu nisi navajen, spet nekaj novega, celo obdobje. In potem v bistvu razmišljaš in se pogovarjaš in večkrat prebereš, vprašaš. Dejstvo je, da ko v bistvu se lotimo nekega projekta, moramo imeti res zelo močen fokus in se treba določenim stvarem odpovedati. Ne? Se pravi, moramo določen obseg prostega časa tradati, se pravi, trgovati z tem, da bomo lahko kar na več časa, ali se bomo dobro naspali, da bomo naslednji dan boljši, ali bomo začeli nekaj prebrali. V tistem trenutku treba reči ne, primer športne aktivnosti, druženje s prijatelji, zabavi, nekemu super edinstvenem dogodku v centru Ljubljane, katerega nujno moramo iti. In pa tretjič, ko govorimo tudi na poslovni ravni, pride ogromno nekih idej, predlogov in v bistvu v nekem trenutku želimo vsem ustreči, vse pomagati, probati biti dobri, ta v bistvu efekt plizarja, ne, se pravi, biti ustrežljiv, ampak v nekem trenutku zaradi te strategije izgubimo fokus. Odmikamo se od naše primarne ideje, želje, nalog, kar pomeni, da v bistvu, ker dajemo prednost drugim stvarem, izgubljamo sebe, izgubljamo svojo strast, empatijo in kar naenkrat v bistvu se lahko izgubimo ali to srečo, odnos do dela ali pa do zaposlenih, ki bomo v bistvu razdraženi. Se mi zdi, da v bistvu, ko rečemo ne takrat, ko točno vemo, da to v bistvu odstopa od fokusa in v tem trenutku, v tem v bistvu fazi, v kateri smo, je to v bistvu najboljša poteza. Ja, jaz imam pa še eno tako zanimivo vprašanje. Ti si naš prvi, bom rekla, beyond leader, prvi zvesti poslušalec vseh naših webinarjev, podcastov, naših postov in tukaj si z nami in res nam pomagaš usmišljati naš namen, pomagati nam vsem, pomagati sočloveku, tako da res hvala za to res lepo gesto, za to tvojo vrednoto, tako da tudi našim poslušalcem nekako pokažemo, da smo res to platformo razvili zato, da si med seboj pomagamo in da jo tvorimo skupaj. In hvala ti za ta pogumen korak, da si nam pristopil, res izjemno za ves tvoj input, res kako si pripravil se naprej, toliko zapisal, delil z nami, pa me zdaj zanima, ker vidim zelo natančen si, zelo imaš tak, bom rekla, jastrebski pogled, vidiš, prebereš vsako sporočilo, bi bil zelo dober tudi finančnik. Kaj si, mogoče nam zaupaš, kaj si se v naši skupinici Beyond Leadership do zdaj naučil, a ti je ostala kakšna misel še posebej v spominu, tako, pa kaj bi recimo mogoče sporočil naši platformi? Ja. Je kakšna misel, pa kaj bi sporočil? Ja, stvar, ki mi je v bistvu najbolj ostala v spominu, poleg vseh ostalih dodanih informacij, je bila, ko ste imeli prvi webinar oziroma pogovor in je en izmed v bistvu udeležencev povedal na temo nogometne ekipe. Ključno je, da kot trener, kot nek lider, točno poznamo v bistvu sposobnosti in pa stanje posameznega člana. Zakaj? Cilj seveda vsake nogometne tekme je zmaga. Se pravi, trener mora v bistvu razdeliti igralce po igrišču na način, da verjame, da bodo v bistvu zmagali. Zdaj, ključno se mi pa zdi, kaj je povedal, da v bistvu ne moremo voditi ekipe, če ne poznamo članov ekipe. To se mi je zdelo in sem se prav zamislil in sem rekel, ja, dejansko je to. In zato se mi tudi, kar sem prej omenil, da v bistvu, ko se pogovarjamo s člani ekipe, ko jih izbiramo, da se res poistovetimo z njegovo osebnostjo, želji, privatnim življenjem, ker ga takrat potem tudi lažje preberemo prek oči, mimike, a je on v bistvu ta trenutek žalosten, se je kaj v družini zmenil. Se pravi, ta trenutek on od sebe ne bo mogel dati 100%. In če imamo izbiro, da lahko isto nalogo v tistem dnevu, ki je ključno, pravi druga oseba, probamo to optimizirati, pa ga za tisti dan razbremenil, pa naj nekdo drug to realizira, zato da v bistvu tudi mu s tem način pomagamo. To še ne pomeni, da smo mu nekaj vzeli. In tudi recimo v nogometu, se pravi, če nekdo strelec, pa tisti dan ravno, ne vem, ga
precej desna noga boli, ne, bo verjetno zelo težko natančno stajal. Dajmo potem za, ne vem, nekega drugega govorijo. Tako da ta se mi zdi... Super, pa še kakšno sporočilo za našo skupino? Predvsem bi se najprej vama obema zahvalil, ne konkretno zato, da sem jaz lahko gost, kar sem neizmerno vesel in hvaležen. Z veseljem sem se odzval, predvsem pa za vajino prizadevanje, da sta se odločila v bistvu deliti neke strokovno znanje z področja vodenja, smernice, trendi, ki so ključni, da lahko v prihodnje bolje sobivamo, da bodo ljudje bolj zadovoljni, motivirani in od sebe več dali. Predvsem pa, da v bistvu s tem združevanjem ljudi z izkušnjami in tiste, ki izkušenj nimajo in si jih želijo, da to, se pravi, popolno brezbrižno in res z neizmerno empatijo to v bistvu delite in v bistvu pomagate mladim. Res super, jaz si pa želim, da bi se še kdo čim več v bistvu od članov skupine nekako angažiralo, prišlo sem, povedal svoje izkušnje, mnenje, če pa ne, pa mogoče naj delijo nek zapis v skupino in s tem seveda dajo čim več zagona motivacije mladim. Zdaj, Luka, jaz bi si res v imenu skupine Beyond Leadership zahvalil, bil si res izjemen gost, danes smo dobili ogromno nasvetov, naukov, izkušenj, tako da jaz sem res vesel, da si se odzval, da si delil z nami vse te poglede in pa nasvete. Tako da jaz se že veselim tudi tvojih kakšnih zapisov. Daj nam samo še povej, kako lahko naši poslušalci pridejo v stik s tabo, če bi radi kakšen nasvet. Ja, lahko se na mene obrnejo preko maila, lahko preko moje najljubše aplikacije WhatsApp, kjer sem kar precej aktiven. Sicer pa bom najbolj vesel kakšnega povabila recimo na kavo ali pa na kakšen klepet med recimo na kolesarjenju ali pa kakšen vzpon na Toško čelo, Šmarno goro. Super, najlepša hvala. Malenkost, hvala vama. Hvala.